No, lep pozdrav še v mojem imenu. Poleg ostalih trajnostnih oznak bom danes govorila še o ekološki oznaki, ki smo se tokrat odločili, da jo posebej izpostavimo, zato ker ima eno posebno mesto tudi na policah. Se pravi, kako ekološko oznako prepoznamo na izdelkih je vsa živila, se pravi, če gre za živila, ki izhajajo iz ekološkega kmetijstva, se pravi, da so pridelane na ekološki način, morajo v Evropski uniji nositi tole oznako zelenega lista, ki ga vidite zdaj na ekranu, kar pomeni, da so certificirana, torej pod sliko zelenega lista je obvezna tudi oznaka, oziroma šifra ji rečemo, institucije oziroma organa, ki nadzira ekološki certifikat in ga certificira. Poleg tega pa je navedeno tudi oznaka porekla živila oziroma surovine, ki prihaja iz ekološkega kmetijstva. Ta oznaka potrošniku zagotavlja, da gre res za živilo, ki izhaja iz ekološkega kmetijstva in ima, če se navežem na stopnje zaupanja, zelo visoko stopnjo zaupanja. Pomeni, da je certificirana in da je podvržena običajno letnemu nadzoru, se pravi, gre za redni nadzor ustreznosti in skladnosti z ekološko zakonodajo in z ekološkimi uredbami in pravilniki. Pomeni, da je celotna veriga, se pravi, skladna z zahtevami ekološkega kmetijstva, se pravi, od pridelave, predelave, pa do pakiranja, skladiščenja in transporta. Kadar izbiramo izdelke z ekološke oznake, je še bolj trajnostno, če se posvetimo tistim, ki prihajajo iz kmetijstva Slovenije. Zakaj? Zato, ker gre seveda za krajše transportne poti in ker na ta način podpremo našega lokalnega kmeta. Kako pa v bistvu na samem živilu preverimo, od kod prihaja izdelek oziroma kakšno je njegovo poreklo in poreklo njegovih surovin, pa kot sem že omenila, je to navedeno pod oznako, se pravi pod sliko zelenega lista, pod oznako šifre nadzorne inštitucije. Lahko je navedeno z imenom države ali regije, kot je na primer kmetijstvo Slovenije, se pravi, tukaj je lahko tudi kakšna druga država, recimo kmetijstvo Italije. Lahko je pa tudi majčkeno manj definirano oziroma opredeljeno, to je pa predvsem takrat, kadar so ekološke surovine iz večjih držav, takrat lahko sledimo oznako kmetijstvo EU ali pa kmetijstvo EU in zunaj EU. Ne glede na to, kje so ekološke surovine izdelki pridelani ali predelani, morajo slediti za vse veljajo enaki standardi, prav tako za izdelke, ki prihajajo izven Evropske unije. Poleg zelenega lista lahko pogosto na izdelkih zasledimo še druge oznake. Zdaj, kaj pa točno te druge oznake pomenijo? Predstavila bom 3 različne skupine. Prve so nacionalni zaščitni znaki. Ti v bistvu ne dajo nobenih dodatnih, bom rekla, zagotovil za neke strožje standarde, ampak se uporabljajo ponavadi predvsem zato, ker so obstajale že pred zelenim listom in imajo v posameznih državah zelo dobro prepoznavnost med potrošniki, torej tudi mero zaupanja med potrošniki. V Sloveniji se uporablja prvi znak, ekološki, nemška oznaka bio je recimo na trgu že od leta 2001, francoska ekološka oznaka pa celo od leta 1985. Poleg nacionalnih oznak na izdelkih lahko zasledimo tudi oznake neodvisnih akreditiranih certifikacijskih organizacij. Se pravi, vkolikor ta izdelek nadzira določena organizacija, lahko ta izdelek prostovoljno proizvajalec opremi še z njihovo oznako. Za primer sta tukaj 2 oznaki slovenskih
nadzornih organizacij, levo inštituta Koncert in desno IKC. Nadzorne inštitucije pa imenuje država, se pravi, ne morejo biti vsi nadzirati ekološko oznako. Tretja skupina so pa v bistvu oznake, ki presegajo zahteve ekološkega kmetijstva, torej zeleni list EU, določa neke minimalne standarde za ekološko kmetijstvo, medtem ko te oznake lahko so v določenih merilih še bolj stroge ali pa zajemajo tudi druge vidike, ki jih ekološko kmetijstvo, se pravi zeleni list EU, ne zajema. Običajno pa jih podeljujejo različne združenja in skupine ekoloških kmetov. Zelo znana je recimo znamka Demeter, ki prihaja iz Nemčije. V bistvu zagotavlja, da so pridelana in predelana vsa živila po biološko dinamični metodi, da je celotna kmetija ekološka in recimo strožji so standardi čistosti izdelkov, pa uporabe škropil in gnojil, prav tako morajo biti vsa živalska krma ekološko pridelana. Biodar je v bistvu slovenska dodatna prostovoljna oznaka, podeljujejo Združenje ekoloških kmetov Slovenije. Tudi tukaj so predpisi malenkost strožji od predpisov za ekološko kmetijstvo. Celotna kmetija mora prav tako biti usmerjena v ekološko pridelavo. Ta tretjo oznako podeljuje avstrijska organizacija Agrarmarkt Avstrija. Tudi tukaj so, kot sem že omenila, strožja pravila, recimo obvezna je navedba porekla za vse sestavine, dovoljeno je uporabljati malenkost manj aditivov kot po pravilih oziroma zakonodaji ekološkega kmetijstva. Vse kmetijske surovine, ki so na voljo v Avstriji, morajo tudi prihajati iz Avstrije, medtem ko sestavine iz drugih držav lahko predstavljajo največ tretjino izdelka. Bio Avstrija je ponovno oznaka, ki se pojavlja na izdelkih, ki jih lahko kupimo na policah slovenskih trgovin. Prav tako jo podeljuje Združenje kmetov, tokrat avstrijskih. Ponovno ima strožja merila, recimo prepovedana reja krav z veliko molznostjo, omejeno število kokoš v skednju, pa za uvoz krme veljajo izredno stroga pravila, prav tako kot pri predhodnikih mora biti celotna kmetija namenjena ekološkemu kmetovanju. Z trajnostnega vidika oziroma z okoljskega vidika je dobro izbirati ekološko oziroma živila, ki prihajajo iz ekološkega kmetijstva, zato ker ekološko kmetijstvo pozitivno vpliva na biotsko raznovrstnost, skrbi za dobrobit živali, zaradi načina kmetovanja, se pravi, kjer se uporablja ekološki humus, kjer se kolobari, uporabljajo se gnojila iz živali, ki so v ekološki reji, je dobra tudi rodovitnost tal. Prepovedana je uporaba mineralnih gnojil in sintetičnih pesticidov in zato je tudi okoljski odtis manjši v primerjavi z konvencionalno pridelanimi živili. Manjši je vpliv tudi na izpuste toplogrednih plinov, kot pri konvencionalnem kmetijstvu, predvsem pomembne so krajše distribucijske poti. Poleg okoljskega je pa zelo pomemben tudi zdravstveni vidik, namreč, ker so ekološka živila manj onesnažena s pesticidi, predvsem sintetičnimi, jih tudi za uživanje ekološke hrane manj vnesemo v telo. Nekatere študije pa kažejo tudi prednosti v hranilni sestavi določenih ekoloških živil v primerjavi s konvencionalnim. Primer sta sadje in zelenjave, ki vsebujeta več polifenolov in manj kadmija, pa tudi ekološko meso in mesni izdelki, tudi kravje mleko lahko vsebuje več omega-3 in skupnih večkrat nenasičenih maščob.
So pa še neki, bom rekla, odprti izzivi ekološke oznake, se pravi predvsem, kadar govorimo o ekološki oznaki zeleni list EU, ne vključuje socialnega vidika, medtem ko, kot smo slišali sodelavca Boštjana, nekatere dodatne prostovoljne oznake v svoje bolj strožje zahteve vključujejo tudi socialni vidik, torej pogoje dela in pošteno plačilo delavcu. Drugi izziv je pa to, da moramo vedeti, da kadar gre za sestavljena predelana ekološka živila, imajo lahko prav tako neugoden prehranski profil, tako kot konvencionalna, se pravi, da moramo predvsem pri predelanih živilih preveriti seznam sestavin in prebrati hranilno tabelo, saj lahko vsebujejo veliko sladkorja, veliko maščob, predvsem nasičenih, in veliko soli. Za primer sem dala recimo krompirjev čips, bomboni in pa čokoladni piškoti, vsi trije izdelki izhajajo iz ekološkega kmetijstva. V začetku leta smo v bistvu pogledali tudi ponudbo izdelkov, se pravi, ki nosijo oznako zelenega lista v EU v določenih skupinah živil in v določenih trgovinah, se pravi pri 7 trgovcih v 13 različno velikih trgovinah. Osredotočili smo se pa na ponudbo ekološke moke, mleka, jajc, jogurta in ekstra deviškega oljčnega olja. Seveda smo ponudbo ekoloških živil iz izbranih skupin primerjali z ponudbo konvencionalnih živil iz teh skupin. Skupaj smo popisali skoraj 500 izdelkov in ugotovili, da je kljub temu, da smo včasih, bom rekla, ekološke izdelke bolj iskali na tržnicah, pa še to niso bili na voljo čisto na vsaki tržnici, in danes jih res lahko kupimo na vsakem vogalu, v vsaki trgovini, ampak je glede na ugotovitve naše raziskave ta ponudba še zmeraj precej skopa, v povprečju predstavlja le 15% celotne ponudbe. Prav tako se deleži med trgovci občutno razlikujejo, tudi med posameznimi trgovinami istega trgovca smo opazili razlike, predvsem pa lahko izpostavimo, da bom rekla, pri trgovcih Tuš in Eurospin še veliko prostora za, bom rekla, izboljšanje ekološke ponudbe živil v njihovih trgovinah. Preverili smo tudi poreklo pregledanih izdelkov. Na žalost le tretjina vseh pregledanih izhaja iz kmetijstva Slovenije. Največ smo jih opazili pri večjih trgovcih, kot sta Spar in Mercator, medtem ko trenutno oziroma takrat, ko smo opravili pregled ekoloških izdelkov iz kmetijstva Slovenije v Eurospinu ni bilo na voljo. Večina vseh pregledanih ekoloških živil pa še vedno izhaja iz EU, se pravi iz drugih držav EU, le slaba desetina jih ima vsaj eno sestavino ali pa je celoti iz ekološkega kmetijstva izven Evropske unije. Cena je, bom rekla, zelo velika bariera pri nakupu ekoloških živil, predvsem pri potrošnikih, ki še ne kupujejo, ki ne prepoznajo prednosti ekoloških živil. To je pokazala anketa, ki jo je opravilo Ministrstvo za kmetijstvo, zato smo preverili tudi ceno med našim pregledom. In ja, če, bom rekla, pogledamo širšo sliko ali neko povprečje, bi lahko rekli, da ja, na prvi pogled so ekološka živila dražja od konvencionalnih. To je tudi mogoče nekako pričakovano, saj je zelo težko pričakovati, da bodo ekološka živila zelo poceni, namreč, kot smo že slišali, so podvržena rednemu nadzoru, ne smejo uporabljati sintetičnih pesticidov, se pravi ta naraven pristop, bom rekla, lahko je za posledico, ima tudi manj pridelka. Največja razlika, ki smo jo opazili, je bila pri ceni jajc. Se pravi, najcenejše ekološko jajce je
za njega smo odšteli več kot 2-krat toliko kot za konvencionalno, medtem ko je bilo zanimivo dejstvo to, da so nekatere cene ekoloških lahko celo primerljive z cenami konvencionalnih izdelkov. To se je zgodilo pri jogurtu, kjer sta bili najnižji ceni za liter enaki, in nekateri izdelki ekološke moke so se ceno precej približali konvencionalnim mokam. Kje pa so postavljeni ekološki izdelki? Ekološke izdelke v trgovinah lahko najdemo na ekoloških oddelkih, ki so prav specializirani oziroma namenjeni ekološkim izdelkom, lahko pa tudi na običajnih policah. Ekološki oddelki zagotovo olajšajo nakup tistim, ki prepoznajo prednosti ekološkega kmetijstva, se pravi, takoj, ko pridejo v trgovino, lahko zavijejo na njihov oddelek in tam nakupijo vse. Slabost je ta, da so ti oddelki na voljo le v večjih trgovinah in diskontih, in običajno so tam le izdelki, ki ne potrebujejo hladne verige oziroma ne hladilniški izdelki. Pogosto pa se prikradejo tudi kakšni neekološki izdelki, veganski izdelki, brezglutenski izdelki in podobno. Na običajnih policah je pa dobro, da so prisotni ekološki izdelki predvsem za tiste, ki nakupujejo naključno ekološka živila, saj bo tako kakšen več končal tudi v nakupovalni košarici. Slabost je pa ta, da seveda lahko še bolj izražena cenovna bariera, se pravi, potrošnik lahko takoj primerja obe ceni, se pravi, ceno ekološkega in konvencionalnega izdelka.